Ja, lep pozdrav iz Ljubljane vsem. Smo z različnih koncev Slovenije. Ker sem gledal zadnjič malo statistiko našega članstva, sem ugotovil, da smo praktično v vsaki občini je kakšen član slovenski, ne? Tako Mhm. da, ja, Krasno. to je res zanimivo. Tako da imamo kar pestro. Zelo. Smo močni, ne? Ja, zelo, zelo, No, zelo. Ma kdo in bi to si je mislil? pomembno. Ja, je. To je najbolj pomembna stvar. Tako je. Pa da sodelujemo, da si pomagamo. Evo, danes so prišle dame že tukaj, pa še pridejo v fizično, tako da se tudi srečujemo. No, Aha. Tako da smo ta prostor izkoristili, bom rekel, od časa 2020, ki je bil posloven, smo ga naredili za druženje in je čudovito. In je čudovito, tako da vsaj neki v teh časih, ki so tako nepredvidljivi, da človek res ne ve od danes do jutra, kaj se bo zgodilo. ja, to pa res. Ja, sem šel eno statistiko delati, koliko je bilo mirnih dni v času, recimo od 23 pa do 26, niti en dan ni bil miren, skozi se je nekaj dogajalo. Tako se stopnjuje, a ne? In to, kako rečejo, v različnih nepovezanih dogodkih, ne? Da ne moreš povezati, da je to, a ne? Ampak Ja, nekje tle ja. gori, tam se, ne vem, eni inšpektori živali cepijo, a ne? To, kar je zdaj Ja. tako hudo na kmetih in ljudje, moj bog, ne razumejo. Ne razumejo, to je pa res. Zelo Ja, in težko je nekomu dopovedati, ne? ja, so ljudje, ki razumejo, ampak se ne znajo potem naprej braniti, ne? Ja, to je pa Ja, ja. tudi res. Ja, ker je težko napisati pri tej zmedi, sploh več ne veš, kaj je zakon, kaj ni Ja, zakon, kakšne so pristojnosti inšpektorja, je inšpektor, ni inšpektor, on kar pride. To si ljudje kar dovolijo in pridejo, kar pridejo, ne? Te ljudi pridejo je treba domov, samo ja. na levo krug, pa gremo, nimaš kaj iskati tle pri meni, ne? Tako jih je treba, ker to je prav res včasih neverjetno. Če se No, jih pa ljudje bojijo, veš. ja, vem, da se bojijo, zato ker je, kako rečejo, to je zdaj 35 let so nam v celice noter Ja, ubrizgavali ta cepljeno. Ja, strah. dobesedno. Ja, pol, Dobesedno. potem človek avtomatsko že na to reagira, sploh ne razmišlja Ja. več. Ja, pa veš, kaj Ja. mislijo, da bojo pol imeli mir, če pustijo, ne? Ne bodo imeli Ne, miru. vem, da ne. Jaz to Ja, zelo dobro vem, ne, ampak Mm. oni se ne zavedajo tega, da ja. miru ne bo, ne. Ko človeka Se povabiš, pravi, da ja, ko človeka prosti. povabiš, s tem že skleneš posel, ne? Ja, To je nepisna gestikularna pogodba. Ja, kar naprej ja, bomo kavico spili, evo, si že mu dal 1000 ali pa 2000 evrov, ne, da bi se zavedal. Da, ker smo ja, ja, vezani na čas, bom ok. jaz kar začel. Hvala za ta uvodni, kako se reče, short talk, ne, kratek Oh, uvodni pogovor, pozdrav, hvala da, tebi. da se malo vidimo, da si povemo. Torej, danes, kje se je izgubila poslanska kultura, sem se odločil za to tematiko, ker se v družbi dogajajo čudne stvari, vse to, kar spremljamo, vse, kar vidimo. Torej, še enkrat, dober dan, dober večer vsem skupaj. Kot sem rekel, lepo vas je videti na našem 215. srečanju Društva Belis in bomo nastavili, nocoj smo rekli, ogledalo našemu družbenemu prevoznemu sredstvu, ki sliši na ime vlada in poslanci. Pa takole rečemo, ne po domače, od parlamenta do gostilne sem dal naslov. Tako da naslov današnjega predavanja, prav zaradi trenutnega dogajanja in nosi to tematiko, in po drugi strani sem ga pa naslovil Pogreb parlamentarne etike. No, poglejte, mi vsi vemo, kje živimo. Pa včasih se šalimo, da politika naredi ovinek. Če ovinek prevedemo v besedo angleščine, je to krv, ampak po našem kurba, ne? Kurva, ovinek, daleč okoli vsega. Dobro, ampak to, kar gledamo zadnja leta v našem parlamentu, veste, po moji oceni, ko opazujem parlament včasih, ko gledam, veste, je pa preseglo v moji oceni vse meje dobrega okusa. Poslanska kultura
ne da se je samo poslabšala, dobesedno je šla v gostilno in si je nalila, ne vem, 3 deci rujnega in se popolnoma sprostila. Ampak kje je zdaj problem, ne? Problem je v tem, da v gostilni vsaj veš, pri kateri mizi sediš. V parlamentu pa bi morali sedeti ljudje, ki predstavljajo nas, ki predstavljajo naš glas, našo državo, pa ne samo to, predstavljajo našo prihodnost. In zakaj se sploh ta večer ukvarjamo s tem? Zakaj je etika poslancev stvar vseh nas, tebe, mene, zakaj je to tako? To, veste, etika ni njihova interna stvar. Preprosto, ker zaupanja v institucije, če tega ni, družba propade. In ko etika pade, pade zaupanje. Če ni kulture, kaj boš naredil? In veste, parlament je vrh vsega. Vsi gledamo gor, vsi gledamo na vrh. Ne? In če tam ni etike, če se tam na vrhu ljudje zmerjajo, kot v najslabši krčmi, gostilni, po domače, ali pa morda celo stepejo v kakšne parlamenti, ja, potem zakoni postanejo mrtve črke na papirju. In če oni, ki pišejo zakone, ne spoštujejo drug drugega, zakaj bi potem mi spoštovali njihove zakone? Zakaj le? In to je vprašanje javnega dobra. Torej, gre za integriteto sistema, ki ga mi vsi plačujemo z davkoplačevalskim denarjem. Ne plačujemo samo to, da bo nam lepo, ampak tudi, kako se naša država, naš parlament, naši poslanci, ki jih skozi spremljamo tudi po televiziji, prezentirajo pred vsemi nami, predvsem pa pred mladimi. In če se spomnite, leta 2020 so sprejeli lepe besede na papirju, šele leta 2020. To je pa pod pritiskom tujine, sami tega niso sprejeli, ampak pod pritiskom tujine. Tisti znani Greko jih je prisilil, naše poslance, da so končno sprejeli etični kodeks v parlamentu. Poslanci sami zase. To bi moral biti njihov moralni kompas. In če ga prebereš, veste, zveni krasno. Jaz sem si ga poiskal, presnel, prebral, pogledal in kaj pravzaprav njihov kodeks govori. Govori o 4 stebrih. Prvi steber v kodeksu govori o integriteti. Kaj pomeni integriteta? Da varuješ ugled Republike Slovenije. Drugič, lojalnost, pripadnost, zvestoba pomeni, da si zvest javnemu interesu, ne pa svojemu žepu. Tretjič, pravičnost, da delaš pošteno in ne jemlješ podkupnin. Torej, mi pa zdaj skozi poslušamo kaj? Poslušamo samo o korupciji. In tudi, če koga najdejo z marmelado, z roko v marmeladi, se nobenemu nič ne zgodi. Ne? Tako da, gledajte, in 4. točka, dostojnost in spoštljivost. In 8. člen tega etičnega kodeksa o poslancih govori prav o tem, ki pravi, da mora biti poslanec strpen, mora biti spoštljiv in ne sme žaliti ne svojih kolegov, ne drugih poslancev v državnem zboru in ne ljudi, ki so mu dali glas, kako pa žali nas, s prejemanjem škodljivih zakonov, ker je podkupljiv. Ne, ampak gledajte, te 4 stebri se slišijo kot ena pravljica. Se strinjate z mano? Ne? Ko to super se sliši, krasno, ampak tukaj se skriva hakeljc. 10. člen tega kodeksa, ko sem ga jaz bral, sem prebral, da pravi, za vsako resno kazen ali opomin, ki ga izrečejo poslancu, če mu hočejo kazen izreči, potrebujejo kaj?
dvotretjinsko večino vodi poslanskih skupin. Ljudje božji, to je 60 poslancev. V našem skreganem parlamentu je lažje spremeniti ustavo, kot pa poslancu reči, gospod, obnašajte se, tole je bilo pa preveč. In kaj je rezultat tega poslanskega kodeksa? Kodeks je postal brezzobi tiger. Vsi vemo, varuh človekovih pravic, če mu pišeš, kaj on naredi? Ja, nič, a veste, mi nismo pristojni, mi lahko samo poročamo poslancem, kaj se dogaja, ali pa morda dajo predlog za spremembo ustave, kakšnega člena, in to je pa tudi vse. Rezultat, kot smo rekli, kodeks je postal brezzobi tiger. Lepo ga je videti v vitrini, ampak nikogar ne ugrizne. In potem sem šel iskat konkretne primere, dobili smo en spisek 100 in še nekaj strani, kjer so noter primeri, popisani iz parlamenta na podlagi dostopa informacij javnega značaja in so poslanci oziroma državni zbor to poslal. In to je 101 stran noter zapisanih vseh prijav poslancev, vseh primerov, kaj so govorili, koga so žalili, kaj so rekli. No in v društvu smo si pogledali ta arhiv in prijave. Naj vam povem, človeka kar stisne, ko vidi, kaj vse se dogaja za zaprtimi vrati v parlamentu. Hramov pravice med poslanci, ki smo jim dali glas, da nas zastopajo. Poglejmo si 3 vzorce. Najbolj take vzorce sem vzel, ki so postali nekaka stalnica. Prvi vzorc je seksizem. Če se spomnite, aprila 2004 smo imeli primer, ko je poslanec Žan Mahnič kolegici Janji Sluga rekel, da za histerijo obstajajo zdravila. A veste, to ni samo nesramno, to je pokroviteljsko, to je žaljivo in nas vrača, milo rečeno, v nek srednji vek. In kaj se je zgodilo? 0, nič. Drugi vzorec je trgovanje z etiko. Noter v tem etičnem kodeksu obstaja člen, kjer pravi, da se vsi problemi rešujejo za zaprtimi vrati pred javnostjo. To se pravi, če imajo problem, se oni zaprejo, razpravljajo o tem obnašanju, ampak javnost do tega nima dostopa. Recimo, in kaj se tam dogaja, no? Kaj je noter tudi problem opisan v teh 100 straneh. Oni si tam delajo ali pa poslujejo z etiko. Kaj naredijo, ne? Zdaj recimo imate 2 stranki, ki se obmetavata, žalita in recimo za zaprtimi vrati, jaz bom umaknil prijavo proti tvoji Urški, če ti umakneš prijavo proti mojemu Francu. A veste, in ta primer je noter napisan na teh 100 strani. To smo videli februarja lani. In tako jaz pravim temu politika oziroma politični interes, trgovanje, je pojedlo etiko. Namesto, veste, da bi se pogovarjali o tem, kaj je prav, se pogovarjajo, kdo bo koga pokril, kdo bo komu kril hrbet. In potem še tretji vzorec, to pa so napadi na strokovne sodelavce. Torej, kdo je strokovni sodelavec v državnem zboru, to ni poslanec, ampak to so ljudje, ki so tam v službi. Strokovni sodelavci so tam zaposleni. In če poslanci zmerjajo sami sebe, je to eno. Ko pa začnejo napadati uradnike, kot je bil to primer za Zorana Skubica, to se pravi ljudi, ki tam dejansko delajo in niso politiki, v tem primeru, dragi moji, se pa celoten sistem sesuje. Stroka se začne bati politike v takem primeru in ko se stroka boji politike, dobimo kaj? Dobimo slabe zakone ali pa dobimo tisto komisijo COVID, tiste strokovnjake, ki ne razmišljajo svojo glavo, ampak samo ubogajo. Temu smo bili priče kdaj? V času COVID-a, strokovna medicinska skupina, pa tam NIJZ, ki so v bistvu prevzeli vodstvo države in so strokovno narekovali masko gor, masko dol. Če sediš, virusa ni, če ostaneš, virus je. Ne? In tako naprej, vse se spomnite.
No, zdaj gremo na drugo stvar. Ugotovil sem, da je 6 razlogov za propad etike. Zakaj smo prišli tako daleč? Analizirali smo v bistvu tukaj v društvu 6 razlogov. Zakaj ta etični kodeks ne pomaga poslancem, ampak zakaj gre ravno v obratno smer, inverzno. Prvič, sankcije so dejansko kot šala. Recimo opomin za nekatere poslance sploh ni kazen, ampak je častna značka za njihove volivce na socialnih omrežjih. Bolj ko si nesramen, več klikov dobiš. Bolj ko si nesramen, bolj si gledan, in bolj ko si nesramen, bolj te mediji obravnavajo. Gre za politično iskanje popularnosti. Drugič, kodeks uporabljajo kot orožje. Stranke ga ne uporabljajo za izboljšanje kulture, za to vzdrževanje, ampak za diskreditacijo nasprotnika. Prijavil te bom etični komisiji je postalo novo politično orožje. In to slišimo. Kaj, če vas komisija za korupcijo ali pa druga komisija obsodi, ali boste odstopili? In to slišite povsod, vsak dan se o tem govori. In ne zgodi se nič. Tretja stvar, logika klikov na Twitterju ali pa danes X. Dejansko je ta portal uničil dialog. Poslanci ugotavljajo, da spoštljivost ne prinaša glasov, da spoštljivo govorenje in pa pisanje na nivoju ne prinaša klikov, ampak incidenti, žalitve, škandali, to jih pa držijo v medijih, to se širi pa potem kot požar. In poglejte, tukaj se zdaj vidi kultura Slovencev. Če ljudje, narod to podpira in širi, ja, kdo je potem hujši, poslanci ali ljudje, ki to širijo? Namesto da bi ljudje rekli, stop, tako se pa ne dela, pa pokregali malo te ljudi, jih pa še podžigajo in to širijo, da se počutijo ti poslanci, ki so nesramni, ki ne spoštujejo niti etike, niti morale, niti kodeksa, niti zakonov, ker gori internet. Tako da to je treba razmišljati o teh stvarih. In četrtič, brez notranje zaveze, brez interne duševne, duhovne odgovornosti. Kodeks so sprejeli, ker so ga morali, veste, ker so bili pod pritiskom mednarodne javnosti, ne ker bi si to sami želeli. In to v bistvu dojemajo kot birokratsko oviro. Pri nas pa vse to znajo zelo dobro izigrati. In 5. točka, dvojna merila. Ljudje vidijo, kaj vidijo v glavnem? Da pravila ne vidijo, da pravila ne veljajo za poslance. In ustvarjajo apatijo. Vsi so isti, vsi tako delajo. Če oni tako delajo, lahko tudi jaz tako delam. Pravijo ljudje, in to je v bistvu najhujše za našo pravo demokracijo. Ne za tisto demokracijo, ko politik reče, mi varujemo našo demokracijo. Ko reče, our democracy, našo demokracijo, tako demokracijo dejansko sploh ne obstaja za ljudi, ampak obstaja za tiste, ki o njej govorijo, da ščitijo lastne politične interese. To je njihova demokracija, nas pa kot da ni. In potem je še 6. točka, še ena točka, negativna selekcija. Kdo normalen na tem svetu z visoko etiko bi sploh šel v parlament? Reče, pameten človek ne gre v parlament, pameten človek ne gre med politiko. Kaj to pomeni? To pomeni, da je naše okolje v družbi in na vrhu politike, v samem državnem zboru postalo tako toksično, tako strupeno, da dobri ljudje, pametni ljudje, dobri znanstveniki in strokovnjaki bežijo stran, bežijo v tujino. Ostane pa kdo? Tisti, ki uživajo v tem blatu. Žal je to tako. No, zdaj, če se obrnemo malo še naprej, rečemo od kodeksa do sodišč.
Ravno zaradi tega sem se danes odločil skupaj z upravnim odborom, da to tematiko podamo v člane in v tem videoposnetku vsej družbi. In kje smo danes? Torej, včeraj je v Delu izšel članek. Kje smo danes? Ker kodeks ne deluje, so se stvari preselile na sodišča. Zadnji primer, saj ste verjetno sami zasledili včeraj, a ne, kot sem rekel, je odvetnik Matos, to se pravi odvetnik Janeza Janše, dal ultimat premierju Golobu in Luki Mescu. In sicer tožbe zaradi genocida, kriminala, veleizdaje. No in zdaj poglejte ta paradoks. V parlamentu je danes lažje spremeniti ustavo, kot pa izreči opomin poslancu. Ker etični kodeks ne deluje, ker je etični kodeks brez zobi tiger, kot smo že rekli, zato se zdaj politika skozi delo, skozi medije rešuje s kom? Z odvetniki in s tožbami. Absurd. Zakaj ima poslanec etični kodeks, na drugi strani mora pa najeti odvetnika, ki ga plačujemo davkoplačevalci. In se vprašam, če ni vse skupaj biznis. Prodaja se časopis, najame se odvetnik, davkoplačevalci vse to kupujemo, ljudje kupujemo časopise, etični kodeks je pa v vitrini tam v parlamentu. In glejte, sodišče postaja peskovnik za politične žaljivke. In to je ta trojni poraz. Za parlament na prvem mestu, za sodstvo na drugem mestu in poraz za nas državljane. Trojni poraz. Kaj bi morali narediti? Ne vem, jaz rešitve ne vidim. Ugotavljam pa to, kar sem povedal. Etični kodeks, 101 stran primerov, potem, da to ne deluje, da so si tako naredili, je lažje smo rekli ustavo spremeniti, koga obsoditi ali pa mu dati sankcije in vsi lajajo, karavana gre naprej. Kar bi mogoče pomagalo, da bi kazni dajalo neodvisno etično telo izven parlamenta. Ne pa, da sami sebi naredijo tako, da do tega sploh ne more priti. Ja, veste kaj, da poslanci sodijo poslancem, to je res smešno. To je kadija te tuži, kadija te sudi. Ne? To je tako, kot bi volku dali čuvati ovce. Mi potrebujemo tole za take ljudi, ki to počnejo in motijo politiko in bom rekel, dnevni red države, pravni red države, moralo in etiko države in dajo slab vzgled mladini in otrokom in vsem nam, prave sankcije, morda celo finančne in predvsem popolno transparentnost in preglednost, da se to ne razpravlja o tem za zaprtimi vrati, da se z etiko ne kupčuje, in da se z njo ne trguje. Ne smejo biti zaprte seje. Naj ljudje to vidijo, kdo koga žali, naj vidijo, kdo koga ščiti. Dober bo etični kodeks, dokler bo ta etični kodeks, oprostite, le fasada, se bo naša parlamentarna kultura še naprej sproščala ob rujnem vincu, tako kot sem na začetku povedal, mi pa bomo plačevali ta cirkus. Etika ni ena, ne vem, lepa beseda. Etika je, veste, temelj preživetja te države. In ob tem se moramo pogovarjati glasno. O tem moramo govoriti. O tem mora teči beseda. In tudi mi imamo tukaj v društvu Nacionalni svet za digitalno etiko. Zakaj ga imamo? Hvala Bogu, da ga imamo. Zato, ker imamo zdaj pravno pokrito zadevo v društvu, da lahko ugotavljamo, kaj se dogaja, pa tudi v etičnem smislu, v nevidnem smislu. Kaj se dogaja za našim hrbtom, ko vi kliknete na spletno stran, ko vaši podatki potujejo v Virginijo, v ZDA in tega niti ne veste, potem pa trgujejo za hrbtom
z vašimi podatki. In ravno to, kar je tukaj v tem etičnem kodeksu, danes v časopisu, ko smo brali pa včeraj v Delu, to, kar vlada oziroma rekel Golob očita Janezu Janši, da prodaja državo, on sam prodaja to državo, ampak na neviden način, ljudje tega ne vidijo. Janša je morda to rekel, se je to slišal, ali pa te žalitve, vse to, kar se dogaja, ne? Ampak kar se dogaja pa izza spletnih strani v digitalnem svetu, tega pa se ne vidi, zato pa mora biti forenzična raziskava, morajo biti strokovnjaki, ki to vidimo, ki se na to spoznamo in znamo to pravno, moralno in etično tudi ovrednotiti, postaviti v pravno formo in povedati, kaj je prav in kaj ni prav, kaj ti pristojnosti nad našimi podatki in nad našo osebnostjo naša država več nima. Absolutno so prodali kompletno državo, vsaka ustanova, od Ustavnega sodišča, od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, od informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, do vseh sodišč, vse občine, vse izobraževalne ustanove, vsi zdravstveni domovi, kamorkoli človek gre v naši državni upravi storiti, klikant na spletni strani, še preden se logo pokaže, so podatki v Ameriki. In kdo ima pristojnost nad temi podatki, je potem lahko račun pošlje Amerike. To smo že prejšnji teden o tem govorili. No, jaz sem s to etiko, s temi primeri, zdaj v grobem zaključil, me pa zanima, ker nam je ostalo tukaj še nekaj časa, rad bi slišal repliko na to, kar sem podal, vaše mnenje, ali je kdo od vas tudi dobil občutek, da je naš parlament postal oder za grožnje s tožbami. Imate občutek, morda veste za kak primer, ki ga nisem omenil, če bi kdo želel povedati, prosim tukaj, če ima kdo kako idejo, naj pride do mikrofona ali pa odprite mikrofon pa povejte. Kako se vam zdi obnašanje naših poslancev v parlamentu? A se vam zdi v redu to, kar počnejo? Ne. Seveda ne. Sploh, ko gledaš ta državni zbor Urško Klakočar, mislim, to je šus v glavo. No. Jaz, če bi bil not, jaz ne vem, kaj bi naredil z njo, da mi je tam ustavljala, pa opomin, pa ne vem, kaj vse. Res, to je pa tako obnašanje. Jaz sem direkten. Pa imam jajca, pa se izpostavljam, se borim, recimo. Tam so tudi direktni, ampak je treba vseeno paziti na jezik, a ne? Pa to pomaga, kaj pomaga, no, vse v celofan zaviti. Kje pa smo danes zaradi tega? Ko vse v celofan zavijamo, koga paziti? Koga? Ja, se strinjam, Boris, koga bo še pazil v teh kurtnih držav? Koga? Koga? Vsi imajo gobce, vsi bi, vse ti škoda, ki se uso. Ja, gremo na ulico, a gremo v boj. Sem v prvih vrstah, jaz imam jajca, sam rabim ekipo, 50 do 60 tažen ljudi, da mu podarili to golazen. Vse kar nekaj cvikate. Ja, pa se na ulico, a veš. Ja, Belis, ko je. Mislim, da je to še premalo 50 ali pa 60 tisoč ljudi. No, dobro, to sem tako rekel za začetek, ali pa tam 500 tažen. No, vsak dan slavni narod kar čaka, koga čakamo. Kuhanje žabe, to je tista zgodba, sem jo jaz že pred leti govoril. Kuhajo počas. Glej, tukaj smo dobili sporočilo, nam je Maja napisala, kot bi prostitutka prišla v dom in ženo učila, kako naj mož ustreže. V bistvu gre za javno hišo in vse to. Ja, razumem, vse to je tako, no, jaz, če bi zdaj recimo to obrnil mal, da ne bo preveč resno, da se mal sprostiš, Borut, tudi ti, najte to na jezik, ker je zaškodi lepoti, je zaškodi dušnemu miru, pa bi ti povedal mogoče o nerabljenem srcu. Za konec.
kje se skriva tista prava poslanska etika o nerabljenem srcu. Ne. Pride moški k kirurgu, ker potrebuje presaditev srca. Kirurg mu reče, glejte, gospod, na voljo imam 2 srci. Prvo pripada vrhunskemu športniku, vse življenje je pazil na zdravje, mislim, jedel je zdravo, gibal se je, treniral, redno vstajal, spal, skrbel zase, v vrhunski formi, torej to je to srce. Drugo srce pa pripada poslancu, ki je v parlamentu sedel 20 let. 20 let je sedel v parlamentu in pacient brez razmišljanja izbere srce od poslanca. Pa kirurg debelo gleda, ga začudeno vpraša, ja, zakaj ste pa izbrali srce poslanca? Je rekel, ja, športnikovo srce je vendar veliko močnejše in bolj zdravo. Zakaj ste izbrali to? Pa je pacient rekel, veste kaj, doktor? Jaz bi rad nekaj, kar bo vzdržalo. Poslancovo srce je kot novo. V vseh teh letih ga namreč niti enkrat ni uporabil za športno etiko ali tek na sočutje. Evo. In to so stvari, ki nas spremljajo nekako na vsak dan, ali pa da ne bomo preveč resni glede tistih zapisnikov na začetku, ko smo govorili, pa kodeksov, še ena prigoda s podeželja, glih 2 minuti nam je še ostalo, Recimo avtobus poln poslancev, ki so bili na poti na tisto njihovo sproščeno zabavo v gostilno, v druženje ob rujnem vincu, ki smo ga na začetku omenili, v ostrem ovinku zleti s ceste in se prevrne pred eno zelo veliko kmetijo. Stari kmet, ki je vse to videl, pa stopi do razbitin, vzame lopato, bager in skoplje veliko jamo, avtobus, poslanci noter, vse po vrsti pokople in zemljo zravna z avtobusom vred. Šele čez 2 uri pride mimo policija, pa vpraša kmeta, ja, kje pa so vsi tisti ljudje z avtobusa? In kmet mirno odgovori, sem jih pokopal, veste, tamle za hlevom. Policist ves zgrožen vpraša, pa so bili res vsi mrtvi? Pa kmet reče, ja, nekateri so sicer glasno vpili, da so še živi, ampak vsaj veste, kako ti naši poslanci lažejo, nič jim ne gre verjeti.